A se spomniš, ko smo še razmišljali, kako pa zdaj ti speri sušite, ki mokri not prijete? Ker dolg časa smo razmišljali, da bi vam naredili prav neko peč gor. A se spomniš, da smo govorili o tem? Pa smo govorili, kako bomo strop pojačali, pa to pa pa da lahko še na 5 zlezeš. Na koncu smo pa le videli, da mogoče kaj gor ne bi bilo to za nakladati. Pa smo zdaj pri tem Gašperčku pristali, ki v bistvu po moje super zgleda. Ne vem pa, kje cote sušite. Na Lojter, v Utilitiju. Ja. Vse se posuši, tudi tega radiatorčka ne rabimo. Smo štekar tam naredili, da če treba v kopalnici ne rabiš, na uno, da in se dejansko vse. Na navaden Lojter, pa kraj, ki je bila ta lesina, pa sem jo očakal, pa kje sem jo dal. Meni je to itak všeč, samo pa da je nekako tudi funkcionalno, da obstaja, ampak je dosti vse posuši. Imamo nek sušilc tudi tam, noter sam ga v bistvu ne uporabljamo. Nobenega radiatorja ne rabimo. Se mi zdi, da je ta kitarno ogrevanje, pa les pa to, se malo rab, da to posrka, ker če ne bilo tudi presuho, če bi še tisti po moj radiator zraven švasal. Grel pa požikar. Ti kaminčki pa ti stvari pa, mi smo imeli cel kup stvari, se tam smo kar precej angažovaja. Pustili tako, to je bilo variant, pa narisal, vem, da si ti fotografiral vse, pa vem, sem jaz cel kup enak želj, pa ko to zgledala dimnik zrala, 0, 3, pa sploh kdo to naredil, kakšen sploh ni hotel. Nismo bili pa prehrovat, nismo bili tle v Mengšu, pa tako je. Pa so pa ti elefanti, vse jih poznam, Selič, mislim, so fajn, tam spodnensko so že iz Štajerci. Mislim, da poznam teh čisto fajn spelali. Ne, to so super spelali, ampak ti si vse te zelo sam naprebrkoval in si, jaz sem zmeraj večkrat skeptičen, kadar nekdo tako neke take meni neznane skup najde, ampak ti si najdel poleg roka tudi odlične tele za okna pa vrata. Te so kaj Štefanije Gore. To je pa Štefanije Gore, Irič, to je krasno, in je res lepo naredil, pa verjetno tudi dosti ugodno. Potlej sem se tresel, ker si rekel, da boš imel mizarja za vrata svojega, ker z nekimi meni neznanimi mizarji imam zmer travmo okoli teh podbojev brez prekrivnih letov, ki jih jaz nočem v nulo. A res? In to je Boštjan, tam je v bistvu skoraj sosed. Ja, ker ti si rekel, da mi detalj nariši, sem detalj narišil. No in jaz sem mu dal tisti detalj in njemu je bilo v trenutku jasno. Sicer je majster, urata, monter, ampak je to videl, ni pa še teh urata on nikoli delal. Ja, sej. In ki je videl uno skico, čist simpel, v bistvu skico. To je bilo za njega čist dosti. Ja, seveda. Se od tistega trenutka naprej on bolj vedel, kako jih bo naredil. Dosti, zame je pa jasno, bilo pomembno, mislim, jaz sem lahko tam slike potegnem, ampak tam pač, to je bilo, stvar je bila clear, samo slikca sem jih poslal, in to se je zelo hitro naprej premaknila, Je pa takoj samo tisto slikco je videl, to mu je tako srce zašpilo, jaz sem bil tukaj vesel, rekel, to bom. Pa malo je bil še tako njegov, bom to sam ga je tu krajc ali pa domač, da je krem noter. In pol na koncu, ko vidiš, da se res en tuk dejansko, da ga tuk stvar potegne zanima, čeprav je nekaj, kako bo se reče, da je sej, ni važno, kar bo ti samo. Vse to se mi dostikrat zgodi, da se nekateri najprej malo vstopijo, bojijo, pa le, pa so ravno za tega, ker mogoče prvič delajo še to bolj pazljivi, pa to bolj pozorni in potlej rata izdelek, ki je čist na nivoju ali pa včasih še boljši, kot bi bil sicer. Isti primer sem imel tam z enimi gradbinci v Izlakah, ki so mi to steno betonsko delali opaženo v krtačene deske. Tudi niso še nikoli delali videnega betona. Mislim, so delali beton, ki se ga vidi, pa ki se ga pol zameče, nikoli pa tak, ki bo ostal neumetan. Najprej so bili še tako, pa jih je bilo strah, pa so to res v nulo, kakšen lepo paš so to naredili. Pa so res opažali. Pa parkrat, ko sem bil na gradbišču, sem jih srečo so pripeljali koga pokazati. To smo mi naredili. In to je meni tako ful lep občutek, da izvajalec tudi ne vidi to kot neko brezvezno komplikacijo, ampak da ponotran to in da je tudi njemu v ponos. To je tak
maksimalen dosežek. Tukaj pri vratih, glih pri teh notranjih vratih se mi zdi tako zanimivo, da se pravi, ta skica, Boštjan je več ali manj delal teh klasičnih vrat, pa tako lepe tudi, veš, za portale vrata, pa to ampak se pravi, teh pa še ni in tudi malo tistemu bolj občuješ težko, kako za zagraba, tu in tret gor dol, In tako, glede tega, da v to krhko pa to, malo pa sam, se pravi, sem v slikco tisti sketch pa nisem pokazati, Pa sej, zakaj bi bilo krhko? Ga je pa zanima, Nima biti to kaj krhko, sej razlika je samo v tem, da ni v njih grdih prekrivnih letu, ki so za skrivati napake od njega zidu. Tukaj moraš biti bolj natančen. Je pa magnetek, pa to je zadeva malo bolj tako filigran, ni glih za luputan, kar je pa sploh ideal. Super se je izkazal. Super se je izkazal. To je dobro. Tako da zdaj v bistvu moramo od zadnjega obiska narediti, sem gotovo, moramo samo še 3 stvari. Tisto ograjico tam gor, to smo zadnjič pol dorekli, da bi jo naredili, ker ni še rok prišel. Ne, siguren, absolutno je. Se jaz tudi nisem... Da bi sam tako not zataknil tam, ko une 2 imamo in to je to. To bo še lepše. Jaz nisem še premikal, kaj je naredil. Se veš, da so meni nekaj cajtat. Ja, vem. Jaz premik naredim. Je pa tako fajn, k noge tam vinglajo dol. Se bojo še zmerno vinglali. Sam noben, da bo cel dol padel. Pa tudi ti si zelo fajn, ko smo odprti. Znaš, kaj smo mislili vse takrat na teras primer? To pa nisem jaz nikoli mislil, to si ti mogoče mislil. Boks, pa ti za naslon, ki je res dobro, to, ki je odprt, je ful dobro. Terasa mi je to všeč. Druga stvar, ki se šlo, tudi tam v apartmajčku, ti si teh vrat prtušil, takrat poklič. Ti mi je jasno, kako. Pa bomo takrat dorekli. Pa ključna stvar, manjka. Da vem, če se špomnim. Ja, vem, ja. Ja, veš, ja. Se vem. Tam od zate bil včasih in kurenka. Kurja lojtra tam dol. Tista bo pa pika na i. Ti bi pa sam tam naslon. Devu ploh. 50-40 une latice počes, pa tam naslon teke do vajne spalnice. Zdaj iz utiliti itak nimamo izhoda. Iz kopalnice ga imamo. Tako imamo? Še sem že pozabil. Ne, iz kopalnice nimamo. Nimamo, ne? Ne, z utiliti je bilo mišljeno, sam polune fasad se enostavno, spomniš, so se pogovarjali, ker niso bolj hotla. Pa se je dosvetlo. Med uporabnostjo je bilo, pa nekako tudi estetiko, da namo fasad se in po moje, so... Zdaj ostane sam tam pri vama iz spalnice. Spalnice, Tam bi šlo, A je blag, da je, prej sem te malo podregnil, viš, pa si mi hitro ušel iz tega, iz kakšne anekdote, iz kedna prej, kako je živo. A je blag, da je tam kurja lojtra ali pa kaj tazga? Ni, ne, ker niso bile gor kure. A škaj je bila v hlevu, zato ko so v hlevu tudi bile kurje, A res? Včasih, tako, ko stopaš skozi vrata, čisto v kotu, po zim so bile ponata. In ki je gor bila, tam se je spomnim, da je bila, ki je bila tak štil, ki so gor pač kure tam v kotu segere sedele, je bila tudi brv, da ni vse zdaj pohlev vrfutal pa to, Dost nizek strop, ne bi kira preveč zamahnila, pa šla kakšen profil. Gor, ne, tam bilo siguran dober tudi brv. Mislim, jaz imam to, v glavu nisem pozabil, da bi tis naredil. Ja, tis bo bilo tako. Tudi tam desen del terase, bi bil mogoče tudi dober. A veš, čez planeš. Tudi, čeprav tam vi, ki ste taki, lahko skočite. Zanč mi je Jošta Luka, tak je bravno zanč med ambienti. Luka, ja. Luka, ja. Razlagal, sem rekel, pa to ni res. Je pravo, kako on trenira tek. A, to je pa bil Jošt, ja, se mi zdi, da je bil Jošt. Ja. Da gor zdaj, ki trenirajo tek na smučeh in pa naredijo skakalnico in skačejo. Sem rekel, s čem skačete?
Jaz smučkam, kjerim smučkam, tekaškim. To se mi zdi tako, pa kako lahko s tekaškim smučkam skačeš, mislim, to je prototip smučke, s katero ne moreš pa ne smeš skakati. Ja. To skozi, to je že od malega, ne, tam v bistvu že. Ja. Že od malega laufajo pa to, sam jaz, enostavno so na tiste plošance navajeni, ne, in to oske in ja, to skozi, skokico naredijo in skačejo, takoj grejo skakati, ne, po treningu, pa pol gor tudi letajo, vse v bistvu za koordinacijo, ne, pa nekako, ne vem, enostavno radi tam, ja. Ker jaz smučam že od 4. leta, pa moram potrkati sicer, ampak vse, kar sem si kdajkoli naredil na smučkah, je bilo na tekaških. Aha. Ker se počutim, kot žirafa, tam v nedolge palce, ne na trtico, veš, kaj se meni zgodi. Laufaš, pa je pa ovink, pa to ne moreš zvozati, ker je ta hudični makant. Ja. Pa odletiš in polune palce, ki so že tako storaste, dobiš tako, kot še rebr, pa to. Dvakrat se mi to zgodilo. Tako da jaz do teka na smučeh nimam neke blazne ljubezni. Veliko bližje mi je turno, kam imaš pa široko delo. Široko, ja. Škoda, pri nas je tam, ne vem, ta tek, mi ga vsi tako ga radi počnemo. Ja, sej sem videl, ja. Tam je tudi tradicija gora, ta še da gorje in je... pač to funkcionira, že zelo mlade, dajo tam na laufer, veliko mladih to zanima, tako da to živijo. In preprosto otroci tam, ki so, se to počnejo tudi zaradi druženja. Res pa je, da tudi bližina, tam enostavno je, Pokljuka, Rudno polje, tam je že od nekdaj, se to je tradicija, se je vidim celo biatlonski center, mislim, da je celo Pokljuka, ste bili še v Sloveniji. Ja. Za nas pa tudi, meni se fajna drugače rekreacija zdi. Je pa res tudi zelo reber, ki so menil, rast je, Lan pa zdaj, čakaj, kako je to, zdaj star 73 let, ja. Je predlan, ga je malo spustil, sta z Dito laufala na Pokljuka, in je padel, ko si kar 2-3 rebra, si konkretno polomil. Jaz si tako nisem, sem ga malo nabal, tako da je bolel, pa malo mogoče počul, nikoli se nisem zlomil. Se tisti tudi boli? Boli pa. Ampak dobro, to sem bil že prej malo od karateja navajen, sem že tam parkrat fasal, pa je. Ja, tako da mi kar laufamo, veliko. Tam mali imajo pa tukaj itak, veš, bliz je šola, tam jih lepo kombi povejo, oni so veliko dejansko na Pokljuk, odzivni so, ogromno časa prepijejo. Se mi zdi, da je to dobro, mislim, dober je, dokler čutiš pešen, da to radi, ampak kar grejo, kar to so nekako pobrali in jim je fajn. No, saj to, kar smo prej začela, če si to predstavljaš, da bi zdaj nekje v stanovanju v Radolci živeli, bi to mečken težje mogoče laufali. Sigurno, Sigurno, tam nek, strana. Stop ven, pa je vzudnje. Ja, tukaj pride šola, praktično. Od 2 pride, pa po 4 na trening, se 15 minut pa je na laufati. Pa je gor, Ni tukaj tistega časa, v transportu, pa ne vem. Mogoče, Vse je nek komfort, sam mogoče res tak, ni treba, A še kakšen šport drug gojijo? Ker zdaj tako, ko vidim, ko objaviš kaj, doskrat skupaj kolesarite, ampak doskrat pa sem videl z Uršo tudi. Tudi, ja. Ja, kolesarno skupaj tudi, pa z Uršo, greva. Greva doskrat kolesama, Tudi smučajo? Ja, seveda. Turno tudi? Ne, to pa še ne. To pa še ne. Jih ne upam dati zdaj na turne, po mojem odzatostov, po mojem imajo tako bazo zla, vrzejo, to smo se hecam. Ne, siguran bo, jaz mislim, da bo zdaj, da jih bo to začelo zanimati. Zdaj smo bili v Pakli, v Starem gradu in jih tudi plezanje zanima. Ja, pa še plezanje. Navežejo, pa plezajo, praktično vse počnemo tako. Ni zdaj, največ se teče, ampak ni se mi zdi to tako fokusirano,
To pa mora biti v tej samo, a ne, pač počnemo vse. Se ne, na zadnje imamo tudi tam, mi imamo blazno blizu plezališče, a ne. Kje je to? V Podtabor, a ne, pa Poglejska cerkev, to je na Povšici, ne, pesme. Sam plezamo pa malkrat. Gremo pol, a ne, kaj smo prej, gremo pač nekam pa pol. Si tam prvošmo plezalno. Ne, ampak vi ste kar aktivni, to tako, kaj, dobro. Če turno, tle gledam te koflerjove, ki sem pa te objavil, tam pa že tamali. Že po nekem celcu. To so pa že... Ampak dobro, on to, ne. Kuhar pa pečen na teh. Seveda. On še zdaj le smuča, zdaj še na Islandiji. To je. Pa dol prišel, pa že na vele biti v kolesaru, pa že nekaj plezal. Se glih zdaj sem mislil, drug let, da sem pogum, da moram iti v Grega pa ga vprašati, da mi je široke dal, da vidimo, kako nam to gre, Kako še ne bo potegnil. A za otroke? Grega ima le, Grega ima nabor, nima smisla. Grega res, to poglobljeno v temo, pa ima tudi pol znanja, to da. Te krame je res velik, še dobro, da pri vas je ostal spodaj vas tisti hlev praktično nedotaknen. Zdaj v Polhomu Gradcu delamo, oziroma smo naredili projekt tudi za eno prenovo enega skedna, ki je večji kot vaš, ampak smo v bistvu porabili celega in zgoraj in spodaj tudi praktično celo, en del kleti je ostal za kolesarnico, pa to, en del je pa še spalnica. Vi imate pa tukaj res veliko prostora za vso to kramo, ampak ga rabiš, če se vse to greš. Rabiš bajke, rabiš smuč. Mi imamo vse tam, že prej smo bajk bili, smo dejansko imeli vse tukaj v hlevu noter. Tako da imamo kolesa, te prtlažnike, pa se pa tudi kakšne žive, še krompir, kakšne jabka, vse. Rože, da prezimijo. Tako da dejansko mogoče ga bomo res malo polepšali, pa malo še ščistili, ko smo se res lebel zdaj gor ukvarjali. Drugače pa v bistvu ima nek svoj namen, tako da... Mislim, tako prav videla ste dejansko dobila zelo veliko hiše. Ker če bi delali z nule, dvom, da bi naredili in toliko volumna hiše in toliko servisnih prostorov hiše. Ne bi, ker bi bilo drago, pa tudi neoptimalno. Zdaj imate pa kar komfort. Tak, ki ga... Seveda. Ne, mislim... zadeva nam kar zelo prav pride. Pa še uno šupco tam, se res, to se neko te moram vprašati. Kje ste tiste kroge dobil? Kje ste to nabavil? Zadnj sem iskal jih po štacunah, pa nima nikjer. Kar pa relano. Moje, da je Urša v Harrisu. Je me vprašal, pa ti ona se sigurno spomnila. Ker to si moram jaz tudi nabaviti. Ti sporoči mi vprašanje, ki je bila. Tako čistko smo en športen trgovin smo to nabavili. Dokaj glizam po snemanju, sem rekel, zdaj moram pa res iti in sem šel ene dve, pa niso nikjer imeli. Nekaj uporabljamo. Tam mali si itak malo tam, pa tudi fajn, če prideš kje piješ ali pa s kolesa, pa to se malo ve, pa stigneš vse nekih rekordov, tako ne postavljamo, ampak primeš pa se le, pa ti sponucaš, kar imaš. Pa da stigneš. Da si v formi, ne? A ste bila po Južnoafriški še kje, tako zunaj, da ste plezali? Mislim, ta je bil, se mi zdi, plezalno, kar se naja tiče z Uršo, ta jar je bil, se mi zdi, celo bolj ta zadnja, so šla nekaj deč. Pa smo pa bili bolj na Sardinijo, takrat so še pol nekaj časa. So kar tisti ritem še z Joštam, s Taprmo pa z Lukom, Sicilija, Korzika, smo kar vse oblazili, Grča, kaj smo bili, to je bilo prej. Bolj te eksotike, smo športno plezalne, jasno. Smo oblazili, pa tudi tukaj smo še lezali, po domačih v bistvu, plezališčih. Zdaj pa se mi zdi pol manj, ki je gradna prišla, pa se mi zdi, da smo se malo bolj v službe vrgli.
Ja, takrat je treba denar delati. Takrat je treba denar delati. A ja, ne. Ja. Pa je še en gliđi me, drugače. Čutiš, ni tako intenzivnost. Tam ali tudi plezajo, si rekel, ne? Ja, skupaj gremo poplezati, ja. Sem radi plezajo, meni se ful dobro zdi. Ja. Ali tudi tako, se pravim, tečejo, pa imajo družbo pa vse, da ne vidijo to samo kot edino, so pripravljeni, ne vem, na kolo sedati, početi, pa plezanje jih zanima, ne, pa se primer tukaj, ki smo šli, v bistvu isto pakla, ne, to se poznamo vse, veš, to je kakor ena velika familija, Climberi in so tam bili s familijicami in so se otroci združili, pa lezali smo to je tako, ne, taka zelo družobna. Kje je to pa? V Starem gradu, v Pakli, v kanjonu Paklenice. Aha, Paklenice, ja. Ok, to je tudi treba nekaj omeniti. Drugače pa tudi kolesarsko, pol tam zanimivo. Predvede biti v gora, ne. Tam je dobro. Sploh zdaj se mi zdela nazadnje, tam z enim kolegama smo šli Klemenam. Familiarno smo se tam nastavili eno prtmajčko, v Starem gradu. In pač Urša pa Andreja sta šla plezati v kanjon, pa midva so pa šla na kolosa, zagreva pa malo, gor po svoje, in so šla pod velikim rujnem, tako in itak po konca, ampak se tudi to je privlačen, če gremo, Pa so pa kar malo raziskovano in on je imel nek cross country, polno zadeve, jaz sem pa zunaj grevla, šibal pa to. In pa cel dan sem jim na razpolago, Klemen je najdel en Garmin, da se je neki tam sprehajal po Elebitu, da je greva naprej, je bil pobudnik, sem rekel, jaz pa greva, pa sem kaj vozil, pa to, pa tretja, pa ti imaš ta, cross country, pa polno zmeten, bom pač počasen, malo dolg čas, pa to se vse počas premikalo, in pol sva res prišla tam z Ungaveli, Garju, na kakšno uro sva hodila naprej, žive duše nekjer, kakšna ovca, konj je še malo preletel, odkje. Pa jasno, tudi ti mulatjerek so, ti jasno, da pol tudi Klemenu ni šlo več, da so mu kolesa. In pa sva ugotovila, da sva, kar naenkrat je bila pol 5 ura, vse sva vedela približno, kje dol, ampak približno tako okvirno, ampak ugotovila sva, da v bistvu že uro pa pol oba nosila na hrbtu, kolo, ker pač ne gre, Pa se je pa, vzpostažam pa ful, jaz s tem grela in sem ugotovila, da pač, čakaj, da sva midva šla gont ali nosati, in pa so več ali manj kolesa tam. Po Velebitu, več ali manj se pol je šlo na dol, pa to sam tako. Zanimivo, da načrtuješ nekaj, pol se pa zadeva obrne čisto v drugo smer, pa je se morala pripraviti. Pa to pa ni to, zdaj, če se na kolesa ne ve, in pol je bilo ful zabavno. Tako da, to so taki luštni trenutki, ki jih doživiš tako tudi nenačrtovano, če greš.